17. Takrat ponavadi potegnemo črto in pogledamo, kaj vse smo postorili v tem letu, ki odhaja. Ponavadi pa si postavimo tudi načrte in cilje za leto, ki prihaja, leto 2018. Danes bomo zaključili s šolskim delom za to koledarsko leto in pohiteli v naše domove, kjer se bomo pripravili na praznične dni. Pričnimo veselo, saj nam bo Timon Lindner zaigral na ukulele poskočno pesem z naslovom Bela snežinka. Čeprav natančen datum njegovega rojstva ni znan. V večini pravoslavnih cerkva praznik praznujejo zaradi uporabe julijanskega koledarja z 6. na 7. januar. Pod istim imenom Božič praznujejo južnoslovanski rodnoverci zimski sončni obrat. Člani gledališkega kluba nam bodo z igro Družinski Božič, ki jo je v celoti napisala Laura Bajs, učenka 9. C, prikazali praznovanje in dogajanje okoli tega praznika. Igrici bo sledila glasbena točka. Prisluhnili bomo učenkam Luciji, Marti, Zali Ajdi, Zali in Tjaši ter učencu Urbanu iz 6. C, ki se nam bodo predstavili s čudovito glasbeno točko. Sedaj pa vsak počne svoje. Oče in mama prebirata vsak svoje čtivo, babica plete, otroka pozivata, kaj bosta dobila za Božič. Grim stavi, da bo dobila kakšno knjigo. Vedno dobi kakšno, ne glede na to, ali je Božič ali ne. Iva bo zagotovo dobila nove smuči. Kako veš? Nikomu nisem povedala, razen če ti moja sošolka izdala. Poslušala sem tvoj pogovor s sošolko.
Sem vedela, da bi morala verjeti sošolki, ko je rekla, da prisluškuje vsem mojim pogovorom, prisluškovalka. Otroka, dovolj bo. Raje razmišljate o teti Micki. Saj res, zdaj bi že morala priti, malce pozno je že. Verjetno je pričala kje v prometu, a vseeno bi lahko bila že tu, saj je že malce pozno. Nenadoma je potrkalo pri vratih in mama je odšla odpret. Pozdravljeni ste skupaj, opravičujem se za zamudo. Je že v redu, pridi, se gremo kakšno igro. Kaj se gremo? Pa se pojdite, človek ne jezi se. Če se greste pa to, se grem pa še jaz. V redu. Četverica lepo igra igro, ko Neja nekaj vpraša. Babi, kako si pa ti praznovala Božič? Oh, jaz sem ga bolj skromno, čeprav pri nas je bilo še dobro. Kako to misliš? Tako kot pravim. Šli smo v cerkev, prišli domov, imeli skromno večerjo in to je bilo to. Čeprav bi znalo biti tudi hujše, nekateri si niti tega niso mogli privoščiti. Če pa so bili bogatejši, so si lahko privoščili tudi darila. Potem se imamo mi veliko bolje, še dobro. In na to je igra stekla dalje. Čez nekaj časa se je zamislila Dina. Dina, na vrsti si. Hej, Dina, na vrsti si. Si dobro? Ja, samo razmišljam. Teta Micka, kako si ti praznovala Božič? Jaz sem ga praznovala z družino in malce bolj razkošno. Naj vam vaša mama kaj pove. Skupaj smo praznovali. Res je bilo lepo, le darili smo imeli tako lepi. Igra steče dalje, potem se otroka začneta potiho pogovarjati. Vsi so zanimivo praznovali Božič, samo nekaj me zanima, kako je pa oči praznoval, ne zvedila. Oči, kako si ti praznoval Božič? Jaz sem ga bolj skromno, v vojski smo bolj trenirali kot praznovali, smo pa le takrat za večerjo dobili posladek. Zanimivo, po vsem tem, kar sem slišala, se imamo zdaj najbolje. Res, nihče od nas nima tako lepih godil ali takšne večeri kot sedaj. V potico grem verjetno se že zdaj. Postrezite si lepo pečine. Najprej boš pojedla do konca. Če pa ne moram več. Ina, takole ne morem puščati hrane, mnogi si tega ne morejo privoščiti. Kaj pa ti veš, pametnjakovička? Jaz veliko vem. Vem tudi, da si mnogi tega ne morejo kupiti ali speči, kaj še da imeti takšno večerjo, ali praznovati z družino, ali kupiti obleke, hrano in čizopek. Hej, kam greš? Nisem še končala. Pa se pojdimo drugo igro, z drugačnimi pravili. Če izgubiš, moraš dobrodelni organizaciji darovati nekaj denarja. To zna biti zanimivo. Pojdimo se. Katero igro pa se gremo? Pojdimo se spomin. Vsakič, ko ne najdeš para, moraš dobrodelni organizaciji darovati 1 evro. Pojdimo se. Družina si je lepo igrala in vse je kazalo, da bodo tisti večer naredili veliko dobrega, kajti pogosto so se zmotili. Potem je to Neji dalo misliti. Tako, zmagala sem. Zdaj me pa nekaj zanima. Kaj ste, če sploh ste kupili za darila? Jaz sem ponavadi oblačila in punčke. Včasih tudi čevlje. Spet skoraj vedno božiče in suho sadje ali pa tudi čokoladnega božička. Jaz sem kot otrok dobil knjige. Včasih mi je dedek sam naredil igrače, naprimer lesene kocke. Jaz sem največkrat dobila pletene nogavice. Poleti so bile neuporabne, pozimi pa so bile prav prijetne. Jaz sem komaj kaj dobila, ponavadi le suho sadje. Kakšne so bile ponavadi vaše želje? Pri nas smo imeli otroci strgana oblačila, zato smo si želeli novih. Tako je bilo včasih, zdaj pa je popolnoma drugače, kar ne vem. Jaz sem si vedno želela bombone. V tistih časih je bilo težko dobiti, pa še dragi so bili. Če si bil v tistih časih otrok in si imel bombone, si jih ali pojedel sam ali pa si delil s prijatelji. Jaz sem si želel bombone in orodje, opravljati
Takrat je bilo dobro imeti takšnega mojstra pri hiši. Človek s takim znanjem je bil pravi svečko. Jaz sem si največkrat želela ljubljenčka. Čeprav smo doma imeli že psa, muce in konje, sem jaz želela nekaj posebnega, kar sem kasneje tudi dobila. Kaj si pa dobila? Volka. Kje si pa to dobila? Sem bila stara 13 let in sem šla v gost, ki je bil blizu doma. Tam sem našla mladega volka, starega 1 teden. Kje pa je bila njegova mama? Pred tem smo slišali strele in je šla ona pogledat, kaj je bilo. Verjetno so jo ustrelili, uboga žival. Ko pa je malega domov prinesla, je bila najna mama navdušena. Imeli smo ga v hlevu, pri starosti 2 let pa je odšel po svoje. Zanimivo, poglejmo si kak božični film. Joj, komaj čakam, da bomo jutri odprli darila. V redu, pa poglejmo. Ali dva sta tukaj božična? Si ogledamo Jelečko Rudolfa ali sam doma? Sam doma. Družina se je ogledala film, nato so se odpravili spat. Vse okoli njih pa je vladalo praznično vzdušje, ki ga je bilo moč čutiti še nekaj dni. Tako praznično vzdušje vlada tudi pri nas, vsakič enkrat na leto. Liza Mikelen iz 9.A. Ina Kaja
toplejša, bolj vesela in prijetna. Okraševanje smrekice, peka piškotov, druženje z najbližjimi ali kar že imate v načrtu, bo bolj prijetno in boste počeli z več navdušenja, če boste poleg poslušali katero od božičnih pesmi. Otroške pesmi, ki jih poslušamo za Božič, so spremljale generacije otrok pri odpiranju daril in so tako kot božične risanke že od nekdaj odtkane v božično tradicijo. Prisluhnimo deklamaciji pesmi z naslovom Zima, ki jo bo povedala Pija Stegu iz drugega akta. Pridi zima, pridi Boži, čakamo te beli sneg, da gremo na bele steze in sami na beli breg. Pridi zima z dedkom Mrazom, čakamo te beli sneg, mrzne roke, topla srca, radost nam že zvoči. Prav tako kot zima, radost in veselje nam vsem veliko pomenijo pesmi in sanje. Za sanje bo skupaj z našo učenko Ajno Redžič, ki nam bo zapela pesem iz filma Moje pesmi, moje sanje. Prisluhnimo jim. Rosa na różach i puchaste łódzkie, pisane wielki, dobleski łódzkie, mali pakietki, chytre znaki, nie nikają moich najlepszych starych. Sirowe sztrukli i byli particzki, dzwoncy, dzwonczki, czajni kotliczki, ja tam gdzie struno leci wosy, nie nikają moich najlepszych starych. Byle oblekce i pistoły soczki, znikną wrózka i krydasty byczki, tam kozycy zwiską lady złoty, nie nikają moich najlepszych starych. Komu strachie, komu limę, komu jedu, se wspomnieć na swoje najlepsze starych, kalkulujemy ciężko. Rosa na różach i puchaste łódzkie, pisane piękki, dobleski łódzkie, mali pakietki, chytre strani, nie nikają moich najlepszych starych. Sirowe sztrukli i byli particzki, dzwoncy, dzwonczki, czajni kotliczki, ja tańczę z luną leci gusty, nie nikają moich najlepszych starych. Byle oblekce i pistoły soczki, znikną wózka i krydasty byczki, tam kozycy zwiską lady złoty, nie nikają moich najlepszych starych. Komu strachie, komu limę, komu jedu, se wspomnieć na swoje najlepsze starych, kalkulujemy ciężko. Ne samo pesmi, ampak tudi ples je del naše kulture. Pesmi ljudskega slovstva so bogat del naše zgodovine. S plesom in pesmijo ljudskega izvora v Bistrem potoku Jemlin se nam bodo predstavili učenci 3. B.
je državni praznik v Sloveniji in ga praznujemo 26. decembra in je dela prost dan. Ta dan obeležujemo razglasitev izidov plebiscita o samostojnosti. Ta dan smo Slovenci pokazali največjo mero enotnosti v zgodovini. Zakon nam določa, da ta dan vsi izobesimo slovensko zastavo, ki je simbol naše države. Najvišji simbol vsake države je tudi himna. Pevski zbor pod vodstvom Vanje Sukadolnik nam bo zapel himno in pesem Adiemus. V čast domovine vas prosim, da vstanete.
svoje ne bo to lepo razložila. Pesem bo recitirala Tisa Šuligoj iz 9. A. Vsaka domovina ima svoje nebo in svojo reko in goro. Vsaka domovina ima svojo besedo, ima svoje odprto srce. Vsaki domovini nekdo je doma. Dom mu je tajga in stepa, dom so ravnice, morja zelena, dom mu je skalni vrh. Vsako domovino nekdo pogreša, če jo začas izgubi. Vsako domovino nekdo se vrača, popotnik z dolgih poti. Velike so vse domovine, brezbrižna morja, širna polja. Velike so vse domovine, mala oaza na morju, obli sveta. Vsaka domovina ima svoje nebo in svojo reko in goro. Vsaka domovina ima svojo besedo. Kdor jo razume, ve, da sem doma. John F. Kennedy je v razmišljanju o domovini zapisal sledeče. Ne sprašuj, kaj bo zate storila domovina. Vprašaj raje, kaj sam lahko storiš za njo. Še kako res je to, spoštovati moramo domovino, se veseliti naše in njene samostojnosti in biti enotni v razmišljanju, jeziku in vrednotah. V domovini imamo starše, sorodnike, sošolce in prijatelje. Kako zelo pomembne so te vezi, nam bodo v enoglasni recitaciji povedali učenci 4. A s pesmijo Saše Vegri Prijatelj. Prijatelj se nikoli ne zmoti in ne reče besede, ki boli. Prvošolčki naše šole nam bodo zaupali, kakšne so njihove želje za novo leto, leta 2018. Ljudem želim, da bi bilo lepo in da bi imeli lepe počitnice.
velja v večini sveta, je to 1. januar. V rimskih časih je bil začetek leta 1. marca. V julijanskem koledarju, ki ga uporablja pravoslavna cerkev, je novo leto 14. januarja. Muslimansko novo leto se začne ob sončnem zahodu 30. januarja. Judovsko novo leto pa se začne ob sončevem zahodu 22. septembra. V Sloveniji je novo leto državni praznik. Do leta 2012 je bil praznični dan tudi 2. januar, ko je bil zaradi varčevalnih ukrepov ukinjen. Ponovno je postal dela prost dan leta 2017. Tako je, z vami sva bila Jasna Čarman iz 9. C in Boris Barjak-Taljevič iz 7. A. Želim vam vse lepo, dobro in uspešno. Prisluhnimo še učencem 4. A. Srečno!